Dober večer in lepo pozdravljeni na letošnjih Nikodemovih večerih. Na oder vabim študentski pevski zbor Vdih, ki deluje pod okriljem Katoliškega študentskega centra Sinaj in prepeva vsako sredo ob 19:30 pri študentski maši. Ta večer letim Gospod, skozi veter v nebo in von narazen me popelje v tvoj svet. Tu nas sije mi svetlo, zvezde padajo z neba, ptice pojejo večerni spev. To noč naj zaspim, ko v mislih prebitim, da se ne izgubim. Daj Gospoda, tvoj glas me prebudi in sonce prežene vse skrbi. Naj ne upam nikdar, naj ne bojim se svojih sanj, ker vem, da zanosi vse dni. Soncu gore se blešči, pogled me vabi na vrhi, čeprav obilne sluti moje radostno srce. Za mladosti mi gori, se življenja veseli in kot pod obrazi grado žugori. Vsak nov dan, ki ga živim, naj tvoji le prepustim, da se ne izgubim. Daj Gospoda, tvoj glas me prebudi in sonce prežene vse skrbi. Naj ne upam nikdar, naj ne bojim se svojih sanj, ker vem, da zanosi vse dni. Daj Gospoda, tvoj glas me prebudi in sonce prežene vse skrbi. Naj ne upam nikdar, naj ne bojim se svojih sanj, ker vem, da zanosi vse dni. Ker vem, da zanosi vse dni. Hvala Vdihu za ubrano petje. Včeraj smo se pogovarjali o duhovnem izkustvu. Gostje so povedali, da je stik z naravo lahko prvi primer duhovnega izkustva. Vsako duhovno izkustvo nosi v sebi angelske glasove. Tudi povsem vsakdanje stvari, kot so spanje, hranjenje, dihanje, nosijo odsev Boga. Vprašanje je samo, če se tega zavedamo, se vključimo v duhovno življenje, pričakujemo ekstaze in preprosta življenjska izkustva gredo mimo nas, ker se nam zdijo samoumevna, pa vendar govorijo o stvarniku. Naslov nocojšnjega večera pa je duhovnik kot človek. Najprej k besedi vabim moderatorko večera Ireno Plahuta. Prosim, zaploskajte ji. Prisrčen pozdrav vsem. Kdo je duhovnik? Človek, super človek, polbog, predvsem človek. Ker je človek, je krhek. To svojo krhkost mora znati sprejemati, se z njo soočati in znati sprejeti tudi njene posledice. Ali pač? Na to bomo poskušali odgovoriti z nocojšnjimi gosti. Na oder vabim monsinjorja dr. Marina Turnška, mariborskega nadškofa in metropolita.
Doktor Turnšek, za začetek vam bom postavila eno uvodno vprašanje. Kateri letni čas vam je najljubši? Tisti, v katerem živim. Odlično. Z nami bo tudi doktorica Lija Katarina Kompan-Erzar, zakonska in družinska terapevtka. Doktor Erzarjeva, če bi imeli neomejene zaloge denarja in časa, kam bi si želeli odpotovati? To je pa super vprašanje. Enkrat so me že to vprašali, prav tukaj. Upam, da enkrat se bo resničilo. Če bi imela neomejene zaloge časa in denarja, mislim, da bi ostala kar tukaj, kjer sem. Z nami bo tudi gospod Peter Leskovar, župnik v Zrečah in soupravitelj župnije Stranice. Gospod Leskovar, kaj lepega ste opazili danes? Mogoče ena najlepša stvar, ki sem jo doživel pred dobro uro, bil sem pri družini Polanec, ki je doživela v teh poplavah neizmerno hudo preizkušnjo in smo na župniji v nedeljo zbirali denar in smo jo odnesli in so bile solze veselja in radosti. Hvala. Naš gost je tudi dr. Andrej Saje, cerkveni pravnik in tajnik Slovenske škofovske konference. Doktor Saje, še za vas eno vprašanje. Katera pesem vam je najbolj všeč? Katera pesem mi je všeč? Večkrat sem poslušal Vlada Kreslina, tista cesta, ko se vozim po cesti, tudi ko sem šel od Ljubljane do Maribora, se poznate, ne, Vlado Kreslin. Ja, lepo. Torej, začeli bomo z našo okroglo mizo in prvo vprašanje za naše duhovnike je, ali ste srečni duhovniki? Doktor Turnšek. Vedno moram biti nekak prvi, ne vem, kaj je to. Ja, preprosto je vprašanje, lahko preprosto odgovorim, da do zdaj sem srečen duhovnik in tudi škof. Bi pa se dalo seveda pogovoriti o tem, kaj pomeni biti srečen duhovnik. Ne? To pa hočem reči, da to ne pomeni, da kdaj ne doživljam tudi križa. Hvala. Gospod Leskovar. Sem zelo srečen. Gospod Saje. Nejc Zaplotnik, pokojni alpinist, ki je umrl v Himalaji, je zapisal v svoji knjigi, kdor je našel pot, je našel tudi cilj. Sreča je zame v hoji, cilj je še pred nami, ampak ta cilj se že uresničuje v hoji. Jezus tudi pravi, jaz sem pot, resnica in življenje. In kdor najde ta svoj smisel v poti, v poslanstvu, ki ga upravlja, je našel tudi cilj in je srečen. In jaz sem tudi ta cilj našel v poti in sem tudi srečen na tej poti. Kljub temu, da so tudi različne preizkušnje. Hvala. Doktor Erzarjeva, kako gledate na duhovnika? V čem je za vas kot katoličanko pomemben? Ja, jaz moram reči, da ne gledam zelo veliko na duhovnike, ampak v tem smislu ne razmišljam zdaj, kaj so, kaj mislijo, kaj delajo, a so mi všeč ali mi niso všeč, ampak zelo spoštujem to, da so ljudje na tem svetu, ko so pripravljeni ali pa sposobni ohranjati vero, verjeti v vero, oznanjati Kristusa, deliti zakramente, ne glede na to, da so v večini smo vsi povprečni ljudje. In povprečen človek ne more vedno delati vseh stvari vrhunsko. In tudi tvoja vera je milost, če jo imaš, ampak ni vedno vrhunska. In jaz zelo spoštujem
To, da so pripravljeni to poslanstvo med nami živeti, da so pripravljeni ohranjati vero v to, da vera še obstaja in da Kristus vendar, ko sva prej govorila z gospodom Tureškom, ja, enkrat bo prišel po nas. Doktor Turnšek, v čem se duhovništvo razlikuje od drugih poklicanosti? Ja, težko vprašanje. Podobno, kakor bi vprašali, v čem se materinstvo razlikuje od očetovstva. Vsaka poklicanost je enkratna, je posebna. Biti duhovnik, se mi zdi, da je, če govorimo o posebnosti, je posebnost v tem, da si je Kristus želel določene moške upodobiti na en poseben način po sebi in jim zaupati neko določeno poslanstvo sredi skupnosti cerkve na tem svetu. Konkretno, ta največja posebnost, kot jo tudi osebno doživljam kot duhovnik, je, da lahko v imenu Jezusa Kristusa rečem, odpuščeni so ti tvoji grehi, ali to je moje telo, ki se daje za vas. In da se v kruhu in vinu zares nekaj zgodi. In da se v spovedancu, ko rečem v Jezusovem imenu in jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Očeta in Sina, da se v tem človeku zares nekaj zgodi. To ni zaradi mene, ni zaradi moje moči, ampak je zaradi Kristusove moči, ker želi delati po duhovniku. Mi prihaja na misel Janeza Vianeja, ki jo je predlani v leto duhovništva papež Benedikt XVI uporabil na začetku. Ko je Janez Vianej razmišljal o duhovništvu, je rekel, če bi do konca dojeli, kaj je to duhovnik, bi umrli. Ampak ne od strahu, marveč zaradi ljubezni. Hvala. Gospod Leskovar, kaj pa vas osrečuje v duhovništvu oziroma je vrednost duhovništva takšna, da odtehta željo imeti svojo družino? Gotovo je človek, vedno človek, in ko išče poslanstvo, o katerem smo zdaj slišali nekaj zelo lepih besed, ki niso samo besede, ampak ena resnica zgodbe odrešenja. Ko sprejme ta dar, ko na nek način stopi v to dogajanje, pravzaprav delček tega velikega dogajanja Božje ljubezni, in ko stopaš skozi čas iz enega dogodka v drugi, na nov in na nov način doživljaš, da je ta Božja bližina, ki jo smeš potem podariti naprej, bodisi pri podeljevanju zakramentov, bodisi z življenjem samim, vedno znova Bog pripravlja tako ali drugačno presenečenje. Mene je zelo všeč v teh dnevih, ko poslušam Radio Ognjišče, ko so se ob 18. obletnici radia odločili, da bo koga presenetili, in je veselje tistih, ki to zadevo doživijo, sprejmejo, da je nekaj podobnega, mogoče ne tako čisto intenzivnega, pa tudi slišanega, medijsko obarvanega tudi v življenju mene kot duhovnika. Veliko je takih stvari, ki me osrečujejo, ki na svoj način potrjujejo pravilnost in lepoto te odločitve. In mogoče je taka ena zadeva, ki me tako nekako živo povezuje tudi za tole slomško dvorano,
sem v tistih časih, ko sem bil še tukaj kaplan, rad prihajal na ta srečanja in so mi bila večkrat res kot balzam za odkrivanje širine, globine, daljave in enkratnosti poslanstva, v katerega sem stopil že pred 25 leti. In vsak dan pravzaprav na nov način odkrivam in bolj ko na nek način človek iskreno odkriva svoje življenje, bolj vidiš pravzaprav, da ti je podarjeno to poslanstvo in da Bog ob te podarjenosti tudi poskrbi, da to ni samo ena abstraktna misel ali pa eno tako trenutno čustveno veselje pa občutje, ampak da nekako cela tisto, kar živiš, tudi živiš. In potem tehtati med enim in drugim, se pravi, da bi odtehtalo to družinsko življenje. Osebno sem globoko prepričan, da je lahko na podoben način Bog vsaki mami, vsakemu očetu, vsaki ženi, vsakemu možu na podoben način presenečenje in ga za dogodki, ki se odvijajo, tudi včasih z preizkušnjami potrjuje v primernosti oziroma lepoti te odločitve. Vse bolj pa res zadnje čase razmišljam, pa tudi v besedah uporabljam eno resnico zgodbe odrešenja in prav znotraj tega mi je poslanstvo kot tako zelo dragoceno in kar je tudi po svoje zelo zanimivo in moče še toliko bolj globoko ob tem doživljam lepoto svojega dostojanstva, tudi lepo je. Biti del tega velikega dogajanja, očetove želje, da bi vse pritegnil v sebi in to na en tak lep način, kakor je Bog na, bi lahko rekli, vrhunski način stopil v človeku v njegovo zgodovino ali v našo zgodovino, je pravzaprav nekaj resnično izjemnega. In prepričan sem, da je toliko presenečen, da še mnoge od teh tudi nisem odkril, da je pravzaprav dan za dnem, še posebej v osebni molitvi in premišljovanju in tudi pri podeljevanju zakramentov še veliko ne samo možnosti, ampak čudovitih zakladov in zaloge, da se ta zadeva lahko samo še dopolnjuje. Tako da so in ostajajo presenečenja in mnoge potrditve, ki tako jasno potrjujejo, da je lepo biti tudi v tem ali s tem v zgodbi odrešenja. Hvala. Gospod Saje, vi ste študijski prefekt v ljubljanskem bogoslovju. A so bogoslovci danes pridno študirali? Bolj ali manj, kakor se vzame. Bogoslovci so tudi vzeti izmed ljudi, tako kot se pravi za duhovnike pri posvečenju in bodo postavljeni za ljudi kot duhovniki. Imajo vse sorte vrline, kreposti, tudi pomanjkljivosti, tako da se vsakodnevno borimo, se trudimo, vztrajamo, pogovarjamo in gremo naprej. Seveda, vzeti so izmed ljudi, ampak kakšno vedenje se še dopušča? Torej, da nekdo vstopi v bogoslovje, da postane duhovniški kandidat ali redovniški kandidat, mora iti skozi neko sito, oziroma so višji kriteriji, kakor je to za nekoga, ki se poroči. Nekdo, ki se poroči, mora imeti minimalno sposobnost, da je mož ali žena, da lahko opravlja zakonske dolžnosti, obveznosti, skrbi za družino in podobno. Medtem ko za duhovnika se zahteva višja stopnja zrelosti, čustvene zrelosti, psihične zrelosti in predstojniki, še posebej pa škof, imajo nalogo, da na različne načine to preverijo že, če je mogoče na začetku, potem pa tudi v fazi dozorevanja in vzgoje, da ugotovijo, če morda kdo ni dosegel te stopnje zrelosti, morda se mu lahko pomaga na različne načine, če pa tega ni sposoben ali ne želi ali ne more, potem pa mu je treba pokazati drugo pot. Torej, duhovništvo ni pravica, da bi nekdo prišel pa rekel, jaz želim postati duhovnik, imam do tega pravico, to ni res. Duhovništvo je dar in predstojniki v cerkvi, se pravi cerkev, po škofu, po predstojnikih,
prepoznava, ali ima nekdo ta dar, ali je nekdo sposoben sprejeti to službo. Kajti ni vsakdo sposoben sprejeti te službe. Pride tudi nekdo, ki misli, da ima ta poklic, da ima to poslanstvo, pa ga v resnici nima, ker nima potrebnih kreposti za to. Drugo pa je, če gre za različne bolezni ali psihoze, nevroze, ne vem kaj, to je pa spet drugi problem. Torej, nekdo, ki hoče postati duhovnik ali želi postati duhovnik ali kaže znamenje za to, mora biti psihično zdrav. Doktor Erzarjeva, bi morali pri vzgoji duhovnikov sodelovati tudi psihologi? Prosim, mikrofon. Jaz bi vprašanje malo obrnila. Vzgoja duhovnikov ni nekaj, kar se začne z nule. Duhovnik je že, oziroma en fant, ki vstopi na fakulteto ali konča srednjo šolo in se odloči za bogoslovje, je v bistvu že formiran človek, v veliki meri. Zato začeti takrat govoriti, zdaj ga bomo pa vzgojili duhovnika, pa duhovnika ga je vzgojila mama, pa oče, pa malo božje milosti, ne? V to, da bo začel postati duhovnik. Jaz mislim, da duhovniški poklic raste v eni družini skozi neki generaciji. In en otrok se v tem začuti, mu je dano to začutiti in utelesiti. In to ni stvar vzgoje odraslega fanta, ampak je ena milost, ki je bila dana tej družini, ali pa eno odrešenje, ki je bilo dano tej družini, ali pa ena pokora, ki je bila dana tej družini, kakor družina to sprejme. In ta fant je prišel iz družine in ta družina ga je pripravila in s to družino bo on živel tudi naprej. In svojo notranjostjo, svojim načinom čustvovanja, doživljanja, razmišljanja, vzpostavljanja odnosov in vere, konec koncev, kako bo razumel, kako bo Kristus lahko do njega prišel, kako bo on si razlagal svojo vero. To je stvar, ki je že narejena takrat. In na nek način, če mi razumemo psihologa kot nekoga, ki spoštuje to, bom rekla, notranjost vsakega posameznika, bi mi vsi rabili psihologa ob sebi ves čas. Ni pa to ena stvar, ko bi lahko rekel, ja, zdaj pa prej bogoslove, zdaj pa psihologa, psihiatra, 3 doktorje, eno, ne vem, snažilko, kuharico, varuhinjo in bomo šli naprej. Ne, to so ljudje, ki jaz mislim, eni formaciji do končnega poklica ali pa do zaobljub lahko razumejo v kontekstu, v katerem živijo, na fakulteti, kjer študirajo, med sobrati, med predstojniki, s katerimi so v stiku, lahko začnejo spoznavati sebe na dovolj globok način, da bojo sprejemali izzive svoje poti. Ne moreš pa narediti duhovnika kar tako iznač. Ne, da bi upošteval to, da je že narejen. Hvala. Samo še eno pojasnilo v zvezi s tem. V nekaterih primerih tudi v semenišču prosimo za sodelovanje psihologe ali zdravnike, če je za to potreba, če se za to pokaže primer. Drugače je pa tako, da, kot je rekla gospa, vsi na nek način zorimo in vsi pravzaprav potrebujemo pomoč. Zorimo tako tudi, da se brusimo drug ob drugem. Tudi v semenišču je tako. Tudi med nami duhovniki. Tudi med nami duhovniki je tako, da pravzaprav se duhovnik, če tako rečem, narekovajo, naredi šele z leti. Semenišče in fakulteta, to je tisti minimum, ko dobi osnovno znanje in osnovne veščine, da postane kaplan, pa potem župnik, potem pa z leti se brusi in naredi. Doktor Turnšek, morda še vi kakšno pripombo na to? Ja, za vsem se strinjam, kar je bilo rečeno. Lahko mogoče dodam tako tudi iz svoje izkušnje kot rektor bogoslovja, ko sem bil 12 let tu v Mariboru. Tudi jaz osebno sem prepričan, da se ne začne duhovniški poklic, ko fant stopi v bogoslovje. Je pa to ena doba, v kateri pa mora on in cerkev, to se pravi skupnost ob njem, to njegovo poklicanost prepoznati. To je potrebno za njega in za občestvo. Ker če je človek sam prepuščen samemu sebi, ohranja po eni strani lahko neko negotovost o svoji poklicanosti,
celo življenje, ali pa neko lažno prepričanost, da je poklican. Oboje poznamo, tako v cerkvi, kako tudi drugod po svetu. In eno takšno obdobje življenja v takšni ali drugačni obliki formacijske skupnosti, ki tega poklicanega v nekem trenutku sprejme in ga nekaj časa spremlja, je nujno potrebna. Pravim še enkrat, za oba dva, tako za poklicanega, kakor za občestvo, kateremu se želi dati kot služabnik. Da pa, seveda, to pa poteka dejansko tako, kakor v družini. Skoraj ne gre drugače, v smislu, da poteka preko odnosov. To ne poteka na način nekega akademskega dogajanja ali še manj elektronskega ali kako drugače, ampak preko medsebojnih odnosov in preko spoznavanja življenja in dela duhovnika, čisto konkretno na župnijah in odnosov tam mlad človek oziroma ta poklicani lahko skupaj s predstavniki prepoznava resničnost svoje poklicanosti in potem, ko jo prepozna, tudi da jo vzgaja, da ta poklicanost raste naprej ali drugače rečeno, da zori. Tu je kar nekaj bogoslovcev, bivših, zdajšnjih duhovnikov, ki smo to dajali skupaj skozi, pa lahko vsi rečemo, da je to po eni strani zelo lepo obdobje, po drugi strani tudi zelo težko obdobje. Ampak ni to nič narobe, nasprotno, temu je to namenjeno in res pa je, moja izkušnja je, da v času, ko sem jaz stopil v bogoslovje, smo že marsikaj nekako predelali predelali že prej. Bodi si doma v družini, bodi si v življenju župnijske skupnosti, ker je bilo versko življenje pač drugačno, bolj javno, bolj prisotno. Danes pa prihajajo v bogoslovje fantje z manj neke cerkvenosti, neke izkušnje cerkve. Tako, dejansko prihajajo kot otroci tega sveta z vsemi temi možnostmi, ki jih današnji svet nudi. Zato se mi zdi, da je še toliko bolj potrebno potem to soočenje, to življenje, ta interakcija različnih odnosov znotraj bogoslovja, da se poklic prečisti in zori. Hvala. Zopet vprašanje za vse vas tri. Pričakujejo ljudje od vas popolnost, vas idealizirajo in ali je pričakovati popolnost prav? Doktor Saje. Moja izkušnja je, jaz sem 20 let duhovnik, pa če vam še to povem, jaz nisem želel postati duhovnik in so me drugi tako malo špikali, pa sem se še bolj upiral, pa sem dobil od župnika, ko sem bil pri vojakih, pa od nekoga pismo, če imaš poklic, ne ga zavrniti, razmišljaj o tem. Jaz sem rekel, to gotovo ni moj poklic, jaz se želim poročiti, se molil za svojo bodočo ženo, pa ni bilo iz tega nič. Naprimer, jaz sem se temu upiral, še ko sem prišel v semenišče, mi je rekel rektor, ti si se upiral Božjemu klicu, je rekel. Ko sem prišel skoraj 2 meseca kasneje za drugimi. Torej, kaj ljudje pričakujejo? Ko sem prišel na župnijo v Grosuplje, kjer sem bil kaplan 2 leti, sem videl, najprej sem mislil, da moram ne vem kaj povedati, učene stvari, pridige, teološko, pravilno izoblikovanje in vse. Pa sem pa videl, da se ljudje dolgočasijo, otroci binglajo z rokami pri veruku, so roke dvigali, pa sem mislil, Bog ve, kaj bodo pametnega vprašali, so rekli, a gremo lahko domov. Sem videl, da pravzaprav neka visoka teologija sploh ni v vprašanje, sploh noben tega ne pričakuje. Ljudje pričakujejo normalnega človeka najprej. Pogledajo, pridejo pogledati takole prvi dan, ko pride kaplan v župnijo, polna cerkev, Grosuplje je bila župnija, kjer je imela skoraj 600 otrok pri veruku. Jaz sem jih sam učil 350. In mnogi so prišli s Filipca pogledati, da vidimo, kako kaplan zgleda.
ali je normalen, ali se da z njim pogovarjati, ali nas čuti, ali je pripravljen poslušati. In to je tisto, kar je bistveno. Sem šel enkrat peš na pošto, šel sem velikrat peš čez Grosuplje, 10 minut do pošte in me sreča en gospod, ki ima 5 ali 6 otrok, pa ženo, ki je zbolela za rakom, pa se razveseli, pa pravi, hvala Bogu, da še kakšen župnik gre peš, da ga lahko srečamo. Ker se vsi samo z avti vozimo ali voste in sva se pogovarjala skoraj 1 uro na cesti. Torej, ljudje pričakujejo absolutno nepopolnega duhovnika, pričakujejo odprtega, preprostega, ponižnega, če tako rečem, normalnega duhovnika, ki je pripravljen poslušati, biti pozoren, ki je do vseh približno enak, ki ne dela razlik, ki je, bom rekel, tudi odprt do drugačnih, ki niso verni. Tudi ti ljudje so tisti, h katerim naše oznanilo naj bi šlo. Tako da naše poslanstvo je veliko in je res največ je odvisno od tega, ali si odpremo ali zapremo pot z osebnim odnosom. Osebni odnos je bistvena stvar. Če smo zadrti ali nedostopni, potem tudi veselo oznanilo ne pride do ljudi, ker enostavno ne pridejo k nam. Tako bi samo rekel točno to. In izkušnja mojih duhovniških let in že takrat, ko sem bil kaplan, kakor tudi v tem, ko sem bil v Slovenj Gradcu in zdaj v Zrečah in Srenicah, je prav to, ne. Biti z ljudmi, jih skušati razumeti, jim tudi pomagati, jih tudi na nek način spremljati. Zelo so tega veseli, če lahko tudi kakšno svojo osebno posebnost na nek način uveljavijo in jo tudi nekje živijo v svojem lastnem dozorevanju. Veliko zelo zanimivih in prisrčnih in tudi tako rekoč nepozabnih trenutkov, ki potrjuje to, kar je gospod Andrej povedal. Mogoče taka ena zanimivost, malo po tistem, ko sem bil v Zrečah, so imeli tam zanimiv Čevapčič partine, Čevapčič rock, pardon. In seveda so imeli zelo glasno muziko in razne druge stvari, je pa bila cerkev zelo blizu in sem šel potem tako malo iz enega občutka varnosti tudi okoli cerkve, da vidim, ker se mi je zdelo, da je vendarle nekateri, ker tako malo bolj tema tam, se nekateri tam zadržujejo in kaj le delajo, ne, da ne bo kdo obležal, pa če treba kakega zdravnika ali kaj drugega poklicati, pač malo hica. In potem seveda, evo pa s njih najdu, ne. So rekli, sem kar šel, bomo kar šli. Jaz pa kar za njimi. Pa so pa le dol pogruntali, da sem duhovnik, ne. In so začeli govoriti, a ti si župnik? Sem rekel, ja, nekaj takega. In je bilo prav zanimivo, kako so se potem začeli odpirati, se pogovarjati. Hočem reči, ne, da še malo na nek način stopiš korak bliže k njim, da so že ta pravzaprav mali detaljček jasno kaže, kako so veseli, kako radi tudi delček tistega, kar slišijo po medijih, preverijo, ne. So mi taka vprašanja postavljali, ne, kljub temu, da so imeli rok zraven, pa še čevapčiče, pa tudi kako pivo, ne, ampak očitno jih je to še bolj nekako zainteresiralo, da so upali kakšna vprašanja postaviti, ki jih sicer ne bi, ne. In je bil tisti večer prav zanimiv, ne. In moram reči, da je takih in podobnih srečanj veliko, ki potrjujejo, kar je gospod Andrej rekel, ne. Razumevanje, biti res dober, prijazen, iskren in seveda se truditi, da tiste vrline, ki jih pač potrebujejo ljudje, zato da lahko delček tiste poti, ki jo hodijo naproti k očetu, tudi uresničijo s pomočjo enega razumevanja, predvsem pa preko zakramentov in drugih lepih znamen, ki so nam podarjene na tej poti. Če še jaz odgovorim na direktno vprašanje, so ljudje od mene pričakovali, da bom popoln, iskreno priznam, da nisem nikoli doživel, da bi ljudje od mene pričakovali, da bi bil popoln. Nasprotno, tako sem imel občutek, da se jim je vedno zdelo fajn, kadar so videli, da nisem popoln. In da je to prej odprlo vrata med nami ali pa nek dialog med nami, kakor pa takrat, kadar sem morda celo sam poskušal biti popoln, ne, pa tako ni gratalo. Hvala. Doktor Rezarjeva, kaj pomeni, da je človek krhek, da je šibek?
In ali lahko tudi šibek človek postane duhovnik? Se drugih ni, drugih ljudi ni, hočem reči. To, da je človek šibek ali pa krhek, ne pomeni, da je psihično bolan ali pa fizično bolan ali pa da je z njim nekaj narobe, ampak da se zaveda svojega telesa, svojih temeljnih potreb, svoje ranljivosti v odnosih, ker mi, zato so psihologi najbolj, ali pa smo najbolj uporabni, da poskušamo nekako sami razumeti, pa tudi drugim omogočati, da bi razumeli, da v najboljšem odnosu imaš samo 50%, ne 51, pa ima drug 49. Pol. In to je največja ranljivost, ko ljudje lahko izkusimo. Pomeni, tudi ko jaz naredim, imam občutek, da naredim 300%, v najboljšem primeru je to 50. Pomeni, radikalno smo odvisni od tega, kaj bo naredil drugi. Lahko pride nasproti, lahko ne. In zavedanje človeške krhkosti je to, da jaz sicer sem lahko popolna, še vedno imam samo 50. In je ena radikalna svoboda v tem, da rečeš, glej, drugi lahko tudi reče, prosti 21, ne. Bova 30 imela še vmes, nenarejenega. In ni on kriv, niti jaz. To je ena od krhkosti, ki mislim, da je tudi najbolj včasih boleča in najbolj dokončna. Ker na ta način je vsak od nas sam, vsak od nas se srečuje s praznino, vsak od nas je na nek način na milost in nemilost prepuščen svojim sogovornikom ali pa partnerju ali pač ljudem, s katerim pride v stik. Druga krhkost, ki se pa malo sami povzročamo, je pa to, da hočemo biti boljši, ko smo, pa nas je sram, da nas je strah, pa nas je sram, da si kaj ne upamo, pa nas je sram, da nismo toliko pametni, kot se nam zdi, da bi morali biti, pa nas je, ne vem, strah, kaj se bo zdaj drugi mislili, in potem se stalno čutimo ogrožene. To je pa ena krhkost, iz kjer je pa nekak cilj, da bi zrasli ven, ne. Tretja krhkost je pa preprosto osnovne meje našega telesa. Pomeni, da moramo jesti, spati, se naučiti govoriti, se naučiti razmišljati, opravljati eno službo, znati ohraniti svoje zdravje, znati ohraniti svoje dostojanstvo. To so pa čist preproste stvari, že to, da moraš živeti s telesom, ko ga dubu, ne. Že to je včasih dovolj težko. In čustvena krhkost ali pa čustvena ranljivost je v bistvu tisti pogoj, s katerim lahko sploh vstopamo v odnose, v katerih je prostor še za kakšno vero pa kakšno ljubezen. Kaj pa, če človek se na vse to požvižga, pa si misli, pa kaj, to telo bom že nesel do groba, čustva pa tek niso važna. Kaj pa se potem zgodi? To je dobro vprašanje. To si človek reče, ampak telo ne dovoljuje kakšnih rezerv. Ti lahko telo neseš do groba, ampak žal to telo na poti do groba bo srečalo veliko ljudi, kakšen ga bo celo naredilo. In ti človek bo nesel tvoje čustva naprej. Pomeni, kar je čustvenega, kar je telesnega, se ne izniči in ne izgine. In jaz se lahko še tako slepim, da moje potrebe in jaz pač bom zase že poskrbela, drugi znajte se ob meni, nisem nič kriva, glej, bojo že nekako. Ne, jaz s tem, da s tako držo hodim med ljudmi, vzbujam od drugih kaj? Strah, ogroženost, tesnobo. Ali se bo oni mene bali, ali se bom jaz njih bala, ali se bo počutili nelagodno in bojo morali s tem živeti. In bom prisilila živeti s svojimi nepriznanimi stiskami. In to je krivica do drugih ljudi. In konec koncev, na koncu se bom znašla. Sicer bom zdrava prišla v grob, ampak bom osamljena, nesrečna in negotova, a sem res prišla do groba ali ne. Bom iskala novega. Hvala. Naslednje vprašanje. Nekdo mi je rekel, da je zasvojenost v bistvu iskanje nadomestka za ljubezen. In poznamo duhovnike, ki imajo težave z alkoholizmom, ki so zasvojeni s pornografijo, ki so zakockali svoje župnije. Kaj so ti ljudje v svoji osebni poti, kje so zašli, da se jim je to zgodilo? To je tudi zanimivo vprašanje. Jaz bi tako rekla, ja, so duhovniki, ki so zasvojeni z alkoholom,
imajo težave z alkoholom in so alkoholiki, ki imajo težave z duhovnostjo. In ne bi tako zelo, alkohol je alkohol, kogar se prime, tistega v nesreč. Spolnost je spolnost, vsi imamo telo določenega spola. Vsak mora svojo spolnost sprejeti in jo vzljubiti na svoj način. Nekateri jo pač vzljubijo, jo nosijo s tem nasiljem, da se zasvajajo z držlajki in pol možgane malo skurijo, ne. In jaz ne bi rekla, da duhovnik je nekaj sfalil, da se ga je prijela ena odvisnost. Ne, je pa dejstvo, da včasih, če ljudje porabimo svoj stan ali pa okvir, kjer živimo, zato, da se skrivamo, se nas primejo odvisnosti, ker ne more biti drugače. Če jaz rečem, gledaj, cerkev, to je močna institucija, veze imaš povsod, nič se ti ne more zgoditi. Itak Kristus jamči zate, kaj ti še lahko manjka, in jaz bom tle lepo samo sedela in bom pridna, se zapijem v 14 dnevih, ker to ni resnica, ker sem prišla sem po eno lažno moč, ki ni cerkvena, ne. Če se jaz poročim in rečem, še dobro, moj mož skrbi za denar, jaz lahko zapravljam, kaj me briga, sigurno zakockam svojega otroka, ker ne more biti drugače, ker sem skrila svojo potrebo, svojo krhkost in sem jo obesila nekomu drugemu. In odvisnosti, noben ni imun na odvisnosti in noben ni tako odrešen tega, da ne bi postal odvisen. In zdaj reči, duhovnik je nekje sfalil, drugače pa ne bi zapil. Vsak dan lahko sfali. Vsak od nas vsak dan lahko sfali. In odvisnost je ena hudo nalezljiva bolezen, je virus, ki je stalno prisoten in se te prime točno tam, kjer ti svojo krhkost zanikaš. Jaz mislim, da vsak človek, ki zanika svojo krhkost, se z nečim zasvoji in to zelo hitro. Če ne drugače, bo pa gnal bližnje okoli sebe. Veliko spolnih odvisnosti žal nosijo žene. Žal jih nosijo otroci. In jih nosi tudi cerkev. No, tukaj sem dobila ta odgovor, ki sem ga iskala, da pač je zasvojenost, da zasvojenost te najde tam, kjer se je bojiš. Ja, tam, kjer skrivaš svojo človeškost pred samim sabo. In tudi duhovništvo te tega ne odreši. Ja, in to je izhodišče za moje naslednje vprašanje. Kako si duhovniki med seboj pomagate? Če vidite, da nekdo se upija, da bolj in bolj leze finančne težave, a rečete, lej, jaz imam svojo faro, ti se pa mej. Ali stopite do njega pa rečete, kaj pa se s teboj dogaja? Gospod Leskovar, izvolite. Da smo duhovniki del enega življenja, ki ga živi čas, in smo tudi del enega časa, ki je pod večnosti, seveda tudi take in podobne stvari po svoje potrjujejo. Kako reševati te zadeve? Velikokrat je res, da tega na nek način tudi ne veš. In mogoče tudi to kaže, da smo tudi kot bratje malo premalo med seboj povezani. Da v določenih zadevah nosiš eno krhkost ali pa tudi eno odvisnost bolj ali manj sam. Hvala Bogu, da imamo tudi sakrament Božjega usmiljenja ali svetospoved, in če na nek način dokaj resno vzameš eno tako vstopanje v to skrivnost Božjega usmiljenja in tudi redno opravljaš, imaš tudi duhovnega voditelja, na kar na nek način si že povabljen in k temu poklican tudi v času formacije v bogoslovju, potem je zadeva nekoliko lažja in tudi z tem na nek način Božja milost lahko na nek način vsaj malo tisto moč tudi slabega ali hudega ali odvisnosti malo razdrobi in tudi malo tiste moči, tisto os, ki jo nosi v sebi, vsako tako tudi zlo, lahko rečemo, da je malo manjše in da se tudi počasi na nek način topi. Hočem to reči, ne, da je res en boj, ki ga sam doživljaš, in verjetno je tu tudi to vprašanje eno tako fajn izhodišče za eno pristnost in srčnost naših medsebojnih odnosov in tudi pripravljenost ali pa si vzeti čas za to, da na tem področju tudi res stvari prav znotraj enega pogovora rešujemo. So težave, so taki in drugačni, tudi ljudje recimo velikokrat povejo, ta duhovnik je pa tak ne.
on ima to pa to, ne. On pa na tem področju nima pravega miru in pač ne dela tako, kako bi naj. In je včasih mogoče prav kot enemu bratu v duhovništvu težko k takemu stopiti, pa mu tudi kaj reči, ne, ker ga imaš pa skozi neke druge luči. Velikokrat se tudi opaža, da so to domneve ljudi, da na nek način pač nekje slutijo, da naj bi bilo in to pravzaprav kot slutnjo nekomu povejo in ta slutna potem preleste postane tudi ena resničnost v enem pogovoru med ljudmi in da se tudi včasih več pove, kakor tudi je. Dejstvo pa je, da je pristopiti in narediti korak naprej zelo povezan tudi z eno molitveno držo, ker prav preko molitve ti Bog tudi daje eno milost, da narediš pravi korak, da v tem srečanju tudi prisluhneš, da tudi pomagaš, da se zadeve tudi začnejo počasi reševati. Je pa seveda to delo ne samo enega duhovnika, ki na nek način to ve, ampak to na nek način vabi k večji povezanosti, večji iskrenosti in še mnogih takih zadevah, ki so ključnega pomena, da se neka določena krhkost tudi pod svoje spreminja oziroma da se tudi ozdravi. Teda nekaj je možno narediti, seveda je vsak človek ena sveta Božja zgodba in tudi na svoj način Bog, prepričan sem, mogoče prav preko molitve zmore marsikaj urediti, samo Bog ve, ne, koliko je prav preko te molitve mnogih ljudi pri meni reševal zadeve in tako naprej. Ampak je večplastno to vstopanje in tudi pomoč je velikokrat zelo odvisna prav od tega molitvenega povezovanja tako z Bogom osebno, ne, kakor seveda v molitvi za nekoga, da se zadeve rešijo. Je pa res, še enkrat poudarjam tisto, kar sem vodoma že rekel, tudi to podpira vprašanje naše povezanosti in pripravljenosti pomagati. Jaz bi mogoče še eno stvar rekla, zdaj, ko sem vas poslušala, tako razmišljala, odvisnost je problem vere. Je telesna, jasno, je močnejša od človeškega telesa, je problem vere. Je problem vere v to, a je Bog močnejši od moje nemoči ali ne. Bog, da ti daje moč, to ti da tudi, ne vem, ena frutabela, če si jih lačen, ne? Ampak, a je močnejši od tvoje nemoči? Ali si ti toliko pameten, da si toliko nemočen, da ti še Bog ne more več pomagati? To je odvisnost. In odvisnost se tudi v družini zdravi, z vero. Ne z voljo samo, ne? Če hočeš, da odvisnik premaga svojo odvisnost, bo moral priti do vere, ali če ne bo padel nazaj. Mi bo moral verjeti, da je Bog močnejši od njegove krhkosti in njegove nemoči, da je lahko še bolj nemočen, kot je on. Najprej še eno vprašanje za gospoda Sajeta. Ste že, oziroma, kaj ste že storili za svojega sobrata, ki ste videli, da ima take očitne težave, ne vem, z alkoholom? Ste mu rekli, da naj gre poiskati kakšno pomoč, se gre zdraviti, poravnali za njim kakšne dolgove kdaj? Težko vprašanje. Tako se počutim, kot bi bil na izpitu. Torej, to je zelo resna tema. Jaz sem imel nekoga, ki je bil moj kolega, ki je bil odvisnik od alkohola in je žal že umrl od prevelike količine in odvisnosti. Po mojem je tako, kot je rekla gospa, je izgubil vero vase, ni več verjel, da se da kaj narediti. Torej, takemu je zelo težko pomagati. Jaz sem se pogovarjal z njim, nekaj časa sem tudi bil z njim v sobi celo, v semenišču, vendar nisem bil uspešen. Sem pa bil v veliki zadregi. Tudi ko sem spremljal nadškofa Šuštarja kot tajnik, takrat, več let nazaj že, sva tudi šla obiskat skupaj, jaz sem bil šofer, pa sem ga spremljal in šel obiskat kakšne duhovnike, ki so bili ali osamljeni ali bolni, tudi alkoholiki, pa se z njimi pogovarjal.
ne vem, je kaj koristilo ali ne. Torej, na vsak način se mi zdi, da nekdo, ki pade v neko odvisnost, se počuti samega, se počuti odrinjenega, mogoče izgubil smisel. Nekdo, ki izgubil smisel pa motivacijo, ne ve več, zakaj živi, ne ve več, zakaj bi se trudil, misli, da so vsi proti njemu, se zapre v župnišče, če je duhovnik. Skratka, takšen človek rabi družbo, rabi pomoč, da ga nekdo pride obiskat, nujno, nekdo, ki ga razume, ki ga spodbuja, pa tudi, da ga prime s trdo roko. In da mu pokaže, lej, dve poti sta. Ena pot je taka, druga pot je taka. Zelo jasno. In človek se mora odločiti sam. Nihče ga ne more prisiliti. Je pa zelo pomembno, da smo med sabo povezani, da se podpiramo tudi z osebnim srečanjem, s pogovorom, da se zanimamo za drugega. Jaz sam, kadar sem v stiski, grem na pogovor. Oziroma grem v naravo, da se fizično pregibam fino in da grem na pogovor. Najlepša hvala. Če sem to rekla, da fajn je nekomu, ki ima težave s pijačo, vzeti alkohol iz roke. Pol se pogovarjaš. Dobro. Lahko še jaz? Izvolite, ampak sem vas mislila še nekaj vprašati prej. A lahko duhovniki računajo na vaše razumevanje, če bojo prišli pa po resnici povedali, da imajo probleme? Jaz mislim, da lahko. Drugače se sploh ne znam predstavljati. Oziroma drugače je boljše, da zdajle ostanem in grem, če nisem pripravljen poskušati razumeti svojega sobrata. Sem pa hotel to prej reči, da je to gotovo eno področje, ki je zelo težko v cerkvi in ga ni mogoče institucionalizirati, ker je dejansko odvisno očitno od vsakega posameznika. In tudi sem zdaj kot škof vedno bolj prepričan, da nimamo med seboj tudi na nek način izdelanega nekega pristopa. Čisto bom konkreten. Ne? Ko škof zve za eno tako odvisnost, je v glavnem že zelo, zelo pozno. Kasneje v pogovoru tako z njim ali s sobrati ali z ljudmi na župniji pa seveda zveš, da so ljudje že marsikaj prej videli. Da so nekateri sobratje že prej to opazili. Celo to se sliši, ja, sej mi smo to že v bogoslovju vedeli. Tu čutim eno veliko težavo, ne? Da smo pravzaprav še zelo nezreli, ne glede koliko let imamo. Jaz razumem, da v osnovni šoli pa še v srednji morda deluje to tako, ja, ne bom povedal, da ne bom špecer. Ampak med zrelimi in odraslimi ljudmi pa ni tako. Med nami pa še marsikdaj to tako funkcionira. Da si duhovniki ne upajo škofu povedati direktno, kaj se nekomu dogaja. Ali da ljudje, zopet govorim iz izkušnje, se pogovarjam z župnijskim pastoralnim svetom, vprašam, kako je gospod župnik, vse v redu. Čeprav vsi vemo, da ni v redu. In potem konkretno, ko jih nekajkrat sem jih moral pred dejstvo postaviti, v smislu, da vem, kaj se dogaja. In šele potem so začeli mi govoriti in smo se začeli lahko resno pogovarjati, kako pristopiti, kako pomagati temu duhovniku. Tako, no, mogoče malo kritično zveni do nas samih, ampak jaz tako doživljam, da smo, ko gre za take primere, precej še nezreli v iskanju poti in pomoči. Hvala. Doktor Rezarjeva je prej rekla, da pač tvoje telo pusti posledice, če ne drugo, ali pa naredi otroka. Kaj pa, če se ta otrok zgodi duhovniku?
Koliko otrok duhovnikov je po vašem mnenju oziroma po oceni, doktor Saje? Koliko otrok je duhovniških? Ja. Nisem prerok, ne sin preroka, tako da do tega ne raziskujem. Ampak, tako bom rekel, tudi to, če ima duhovnik otroka, da se to zgodi, tudi to je človeško. In jaz mislim, da tudi ljudje, če se to zgodi po neki, bom rekel, ljudje to sprejmejo tudi. Poznam en primer duhovnika, ki ima otroka in je v župniji, so vsi vedeli za to in so to sprejeli. En primer je celo v neki škofiji na drugem koncu, ko so prišli k škofu, verniki, ki je prestavil župnika oziroma je mogel iti, ker je imel razmerje z eno žensko in so rekli, dajte nam nazaj unga župnika. Pa ja, pa on ne more biti več, je rekel škof, ker je pač se bo poročil oziroma se je že poročil. So rekli, se ni važno, ne pride nazaj, on je bil dober duhovnik. Taki zdaj nismo z njim zadovoljni. Torej, če ima duhovnik otroka, je za njega dolžan poskrbeti po naravnem pravu. Cerkev je, bom rekel, potem naknadno vstopi s svojimi pravili. Po naravnem pravu nekdo, ki ima otroka, mora za njega po naravnem pravu poskrbeti. Kaj pa, če tega ne stori? Kam pa se lahko obrne otrok, ki ga oče ni priznal, pa je že umrl? To je težko vprašanje. To je zelo velika težava za otroka, če ni najde očeta oziroma če so ta razmerja starši neurejena. Na vsak način duhovnik se mora odločiti. Če ima otroka, se mora odločiti, ali bo mož in oče, ali bo ostal duhovnik. Ne more biti hkrati in župnik pri nas v latinski cerkvi, se pravi v katoliški cerkvi latinskega obreda, in hkrati živeti družinsko življenje. Imamo pa na vzhodu, recimo grko-katoliška cerkev v Ukrajini, kjer so katoliški duhovniki lahko poročeni, ampak se morajo poročiti pred mašniškim posvečenjem. Ima ta otrok sploh kakšno pravico oziroma a se lahko kam obrne? Je za njega kakšna možnost, da dobi dokaz, ja, to je bil moj oče, pokopanje tam pa tam? Ja, kot vsak človek ima on tudi pravico in mora imeti tudi možnost, da do te pravice pride. Če ne ve, kdo je njegov oče, če je njegov oče duhovnik, zakaj bi bilo tukaj izjema? Ne razumem. Ker pač nekdo je izvedel, da je njegov oče duhovnik in da je že mrtev in ni ga priznal, zato pač je ta človek predvsej v stiski in želi si, da bi končno enkrat imel očeta. A je kakšna možnost, da do tega pride? Na kaj se lahko sklicuje? Je kak zakon, ki bi mu to omogočil znotraj cerkve? Znotraj cerkve ni nobenega posebnega zakona za te zadeve. To veljajo splošna pravila, naravna pravila. To, da, ne vem, da ugotovi in se prizna, pa če je umrl, itak ni več vprašanje, ali ga bo priznal ali ne. Je sem stvar dejstev, ali se ugotovi, ali je oče ali ni oče. Mogoče je fajn vprašati mamo, ne? Kako? Fajn je vprašati mamo. Ja, Ne, ampak jaz to resno mislim. Ja. problem je, da včasih mame nočejo povedati, da je oče, ne? Kar očeta ne No, jaz sem- opravičuje, ampak vse. Jaz sem isto hotel reči, da ne. V tem primeru, če je mrtev, on ne more več priznati, ne. Lahko pa, če je še mati živa, mati pove, če ve, kdo je otrok. Vsekakor ni pa škof tisti, ki bi lahko mu povedal, da je ta bil njegov otrok, ker ni bil zraven, ne. Bi pa, Zdaj mogoče tako, zdaj malo zveni, to je ena huda bolečina. In jaz mislim, da temu otroku bi veliko pomenilo, ne vem, škofovo dovoljenje, glej, smeš na glas povedati, da je bil tvoj oče duhovnik. Ker tudi če je mrtev, Če ve. če škof ve, sej ne gre za to. Se vsak otrok ima pravico, pravimo, ne, nekako, da ima očeta in mamo. In ta pravica je pred vsemi drugimi pravicami.
In mislim, da enemu takemu otroku, verjetno že odraslemu, bi veliko pomenilo eno sprejetje v cerkvi, da rečejo, glej, si otrok duhovnika ali pa tudi tisti, ko imajo še žive očete duhovnike, smeš ga objeti, smeš ga pozdraviti. Ni zdaj, ja veš, on je duhovnik, pusti ga pri miru, ni več tvoj oče. Ne, je moj oče. Najprej ga objamem, pol naj bo pa duhovnik. V tem smislu se mi zdi, da je osnovna pravica, da otrok svojega očeta lahko v javnosti pozdrav, pogleda, objame ali pač mu da roko ali kakorkoli, da ga lahko tako v narekovajih lastnini. Tudi, če je duhovnik. In tako je tudi dejansko, če hočete, mnenje cerkve je takšno, ne? Ni takšno, da ne bi smelo se to javno govoriti. Že gospod Saje je rekel, da je to po naravnem pravu. Ima otrok pravico vedeti, kdo je njegov oče. Seveda smo pa ljudje različni in ima verjetno pa tudi mama lahko svojo pravico in svojo skrivnost, ki je ne želi nikomor izdati. Pravico ali ne pravico, skratka, je v takem stanju, da tega ni sposobna in zadrži zase. In tudi to je treba spoštovati. Drugače pa ne, da bi cerkev to preprečevala, da ne sme se to vedeti, da se ne sme na glas. Nasprotno, kot je bilo rečeno, duhovnik mora po naravnem pravu poskrbeti za svojega otroka, če ga ima. In ali duhovnik izgubi kakšne pravice oziroma pristojnosti, če svojega otroka prizna? Ne, če ga prizna, v cerkvi. V cerkvi ne izgubi nobenih pristojnosti s pogojem, da se je resnično odločil, da ne bo živel dvojnega življenja. Če pa želi oziroma tudi praktično potem živi dvojno življenje naprej, to pomeni, da tudi z materjo tega otroka ima še naprej razmerje kot mož in žena, potem pa mora imeti to posledice znotraj cerkve. Hvala. Doktor Erzarjeva, kakšne posledice lahko pusti človeku novica, da je hči oziroma sin duhovnika, če privzamemo, da je na tem neka takšna stigma? Torej, zvedeti, da imaš očeta, ki ne sme biti tvoj oče, je itak boleča in travmatična stvar. Če si to zvedel, če si bil toliko star, da si to že razumel, pomeni, da vsa tista leta z njim nisi živel. In odraščati brez očeta je ravno tako stiska. Odraščati ob mami s skrivnostjo je ravno tako stiska. In jaz mislim, da do teh otrok, ne vem, če se mi sploh zavedamo, kakšna bolečina to je, da v bistvu si sam, si kriv na nek način, ne bi te smel biti in okrog tebe so same skrivnosti. In recimo, da je vse v redu. Imaš svojega otroka. Kdo je moj dedek? Ja, veš, o dedijo pa ne bi, ne? To je 2-3 generacije se to vleče. In se mi zdi, da je tukaj cerkev tista, ko bo morala to bolečino nositi, ne ti otroci. Meni cerkev se bo morala posloviti od teh duhovnikov, pa če jih zmanjka, ne pa, da morajo otroci poslavljati od svojih očetov. Mislim, da tukaj pa ni debate. Bolečina je. To je stvar, ki je bila narejena na impuls, ponavadi, ali je bila narejena iz ene nepriznane krhkosti in potreb, ali je bila narejena v enem dvojnem življenju, to ni običajen način. Tudi otroci, ki ne smejo vedeti, da je njihov oče, ne vem, en politik ali pa sosed ali pa poštar ali ne vem kdo, jim je ravno tako hudo. Ampak če v cerkvi vemo, glej, se borimo za pravico otrok do obeh staršev. Se borimo za pravico do naravnega spočetja otrok. A potem smo tle, ne vem, brezimni donatorji ali kaj. To ne gre. In če se pride do otroka, potem bo morala cerkev pač to bolečino vzeti in reči, gledajte, 30% imamo očetov. Meni, ne. Nas bo malo manj. In potem so pa mogoče malo začeli spremljati tudi ženske, ki jih ta način privlači, ki želijo imeti nedosegljive moške. In te moške, ki v bistvu sploh ne vejo, kaj se z njimi dogaja
ali pa tako težko živijo svojo odločitev, pa svojo moškost ali pa svojo zrelost, svoj poklic, da na nek način rečejo, glej, itak nas je toliko malo, še dobro, da to delo dobro opravljam, bojo pa jami pogledali skozi prste. Ampak pogledati skozi prste pomeni narediti največjo krivico. Pomeni tega človeka še enkrat odrezati od njegove resnice. Glej, če je Bog dal skozi tebe eno življenje, je mislil resno. In ni več dileme. Ja, ne bom, ne, otroka imam, bojo drugi poskrbeli še urejo, lahko je ta otrok že davno posvojen. Lahko je veliko teh otrok, ko niti očetje niso vedeli, da jih imajo, pa pol, ko je star 20 let, reče, veš, to je tvoj otrok, ampak ga je že posvojil moj mož, s katerim sem se poročila 18 let nazaj. Čist v redu. Marsikaj se lahko zgodi, ta otrok bo ravno tako gor zrasel. Ampak ni prav, da ne bi imel pravice do očeta. In tudi ni prav, da bi se duhovnika, ki se mu je to zgodilo, rekel, glej, takole ti malo pogledamo, pa ti nadaljuj svojo pot, reče, ne, to je resen problem in to bo tebe spremljalo celo življenje. In zato bom jaz s tabo govoril in ti bom pomagal odrasti iz te mladostne stiske ali kakorkoli in ti tudi omogočil, da boš razumel, da kljub temu, da do tega otroka nisi bil prisoten, smeš imeti z njim stike. Ne glede na karkoli. Vsaj enkrat. Da rečeš, glej, sem tvoj oče, sem vesel, da si odraščala ob temle očetu, ob tem moškem in ob tvoji mami, ker sta dobra človeka, ampak sam toliko, da veš, jaz bom pomolil za te. Stojim za tabo. To mislim pa, da je minimum. Gospod Leskovar, še imate morda vi kakšno pripombo na to temo? Ja, da je zadeva res del našega življenja in da se pravzaprav s tem srečujemo. Sicer menim osebno, da ni tako zadeva res razširjena, je pa pogovor o tem zelo dragocen. Predvsem zato, da pridemo do neke večje odgovornosti tudi znotraj duhovniškega poklica. Ja, da se pravi, da tudi poklic, ki ga imaš, zelo odgovorno živiš. Meni je dragoceno to pogovarjanje tudi zato, da na nek način sam gledam poslanstvo, ki ga pravljam še v tisti večji luči, neke res zaupanja strani Boga, tega ljubečega odnosa Boga in da ga tudi na nek način moreš potem naprej prenesti. Jaz si zelo prizadevam vsak dan znova življenje videti kot dar. Ne bom rekel, da se silim v to, ampak da na nek način v tisti spontanosti življenja res vidim, da Bog na svoj način ti je ob strani, je s teboj. Predvsem zaradi tega, ker lahko v takem ali drugačnem odnosu tudi človeka odrešuješ, ga pravzaprav v tem odgovornem odnosu tudi vodiš na pot enega srečnega in zadovoljnega življenja in tem tudi sam sebe pravzaprav vidiš v tisti luči, ki tudi je. Se pravi, življenje videti kot dar, je pa res, da je danes tega zelo malo, tudi recimo pri vzgoji, ko gledamo, tudi v svetu, v katerem živimo, besede dar skoraj da ni več, da smo obdarjeni, da smo bili 9 mesecev v telesu svoje matere, da sem potem, ko sem prijokal na svet, pravzaprav jaz sem jokal, vsi drugi so bili veseli in so me v tem veselju tudi sprejeli, skozi negovali, spremljali. Ta utrinek je pravzaprav v sodobnem načinu življenja tako rekoč nekako zapostavljen. Jaz pri otrocih tako rekoč ni ure preveč ruko, da ne bi jih to opozarjal in to vsako uro preveč ruko. Na začetku, ko se to začne, tisti prvi stik je seveda veliko smehane. Pa namenoma uporabljam izraze, da so te tudi previli. Zakaj? Da se na nek način ta spomin, da sem bil ljubljen in obdarjen, pravzaprav tako prelije v tvoje življenje, da tudi preko tega, bi lahko rekli, večnostnega odnosa ljubezni, sam globlje začuti svoje življenje. In sem tudi za nalogo jim dal, da imajo zmeraj na začetku veruka odprt zvezek, v katerem imajo nalepljeno sliko, ko so še res kot dojenčki v naročju svoje matere oziroma očeta. Da se ta ljubljenost, ta obdarjenost tako na nek način dotakne tudi čustvenega
tudi duhovnega, tudi, če hočete, racionalnega življenja, da ti pravzaprav preko vseh teh razsežnosti vidiš, pa saj smo obdarjene. Moje življenje je dar in ko jemlješ življenje kot dar, potem določene stvari, težave, tudi odvisnosti dobesedno odpadejo. In začneš tudi starše gledati kot dar in blagoslov in z njimi vzpostaviš normalen odnos, ker veliko stvari, ki jih v življenju pravzaprav doživljamo kot odvisnost, kot razočaranje, je pravzaprav odvisno od tem, da ni prišlo do enega normalnega, pa tudi lepega, spontanega odnosa, dialoga, pogovora, komunikacije znotraj družine. In če tam pravzaprav zadeve ne rešiš in tudi starši ti ne pomagajo rešiti, ne, potem si pravzaprav reveš tudi celo življenje in potem zadevo rešuješ. Meni je res vedno bolj drago to, recimo, da smo v družini veliko molili. In sem prepričan, da je ta nenehen klic ali pa tudi krik k Bogu pravzaprav blagoslovil vse moje življenje, moje telo, moja čustva, ne. In preko tega pravzaprav želim tudi otrokom prenesti eno zgodbo obdarjenosti, da bi prav znotraj obdarjenosti potem res z veseljem živeli. Ker če se ti tega zavedaš, ti ne moreš o mami in očetu slabo govoriti. In ko padeš v to zanko obtoževanja svojih staršev, potem seveda gre naprej do politike, do cerkve, do institucije sleherne, ne, pravzaprav živiš eno razklanost, eno atomičnost, ne, nisi več celota. In prav ta obdarjenost oziroma biti dar od vsega začetka, se zaveda tega, kar je nedvoumno, ne. Jaz mislim, da mimo tega nihče ne bi smel iti. In zato zelo nekako vidim znotraj tega in ključ k enemu odgovornemu otroštvu, odraščanju, enemu veselju na tem, da živim in tudi neki hvaležnosti na tem, da sem, da obstajam. Ker mnogi problemi potem sami po sebi odpadajo. Če pa tega ni, se pa skozi na nek način skrivaš, si v nekem strahu, te je tudi strah živeti, ti je strah govoriti, težko tudi kako besedo komu rečeš. In verjetno je tudi to eden izmed ključev. Ne vem, če je najpomembnejši, prepričan sem pa, da je eden zelo dragocenih, da se mnoge stvari pravzaprav, s katerimi se danes ubadamo, od jutra do večera, pa od večera do jutra, pravzaprav potem prelijajo v eno drugačno zgodbo življenja in pravzaprav, da življenje postane svoboda, ena sreča in zadovoljstvo. In če na nek način tisto, kar si bil tako rekoč že od vsega začetka položen in da to zgodbo na nek način obnavljaš in oživiš, pa res postane življenje dar in lepo. In če nisi obdarjen, ne moreš biti dar za druge. In če nisi ljubljen, ne moreš tudi druge res iskreno ljubiti. In če to vzamemo še v odnosu do Boga, ki ima v tem, da ne rečem, vrhunsko, glavno, najpomembnejšo vlogo, potem seveda je toliko bolj dragoceno in pomembno in marsikaj postane drugače, oziroma tako, kakor je Bog želel, da bi bili srečni oziroma ljubljeni in zadovoljni. Bi rad dodal k onemu prejšnjemu pravzaprav tonu. Ne bi rad, da bi ostal občutek, kakor da ima cerkev oziroma struktura, ali pa če hočete škofje, da imamo neko skrivno strategijo v primerih, ko pride do tega, da ima duhovnik otroka, to skrivati. Te skrivne strategije ni, ali pa vsaj o meni niso razodeli, da bi jo moral imeti. Kot škof, in sem prepričan, da tudi drugi, če pride do tega, da se pogovarjam s takim duhovnikom, sem mu prvi dolžen povedati, da je on dolžen poskrbeti za tega otroka. Zdaj, drugo je vprašanje, ali bo se odločil, da bo ostal duhovnik, ali bo pustil duhovniško službo, to je njegovo vprašanje, tu se bo moral sam odločiti. Ampak načelno škof lahko sprejme obe dve odločitvi, če vidi, da sta smiselni, da sta pametni. Nikakor pa škof ne more reči, čuj, zdaj bova pa to poskušala skriti. To škof ne sme narediti.
Sam to sem hotel reči, da ne bi ta občutek ostal. Kako da, če je kdaj to bilo v cerkvi, danes to gotovo ni več. Kaj bo, če bi duhovnik to rad skril, pa škof ve? Škof mu je dolžen reči, da tega ne sme. Še manj pa, da bi pri tem sodeloval. In načeloma je pol tak otrok lahko se na škofa obrnil. Če bi škof vedel za to, ja, ampak največkrat škof ne ve. Ne? Torej, če prav razumem, če pač nek otrok ve, da je njegov oče duhovnik v kraju X, lahko pride do škofa pa reče, lejte, meni je mama povedala, da je moj oče ta človek, a lahko vi kaj naredite? Če je ta duhovnik še živ, bi ga jaz poklical, mamo in tega otroka, kakršenkoli že je, star, ne, in bi se skupaj pogovorili. To je moja naloga, da to omogočim. Rekla bi zelo podobno. Ni problem, kaj zdaj naredi ta oče, v smislu, a poskrbeti pomeni, da financira, a poskrbeti pomeni kaj drugega. Tisto, kar sem jaz govorila, je to, da ta otrok ima pravico vedno imeti možnost dostopa do tega očeta. Tudi, če je iz bypass odnosa, tudi, če je iz prejšnjega zakona, tudi, če je duhovnikov iz mladosti, kakorkoli, ta otrok mora imeti pravico, da do tega očeta pride kadarkoli, v tem smislu. A bo oče živel z njegovo mamo ali ne, je milijon družin, ki ne živijo očeti in mame skupaj. Ampak otrok mora imeti možnost, da mu ta oče ni odvzet, da ima stik z očetom. Pa seveda, vse otroci ločenih staršev imajo pravico imeti stik z očetom in z mamo. Nekje jih treba prav sodno določati, ne? A se to razbije ali ne? Se razbije, ker to je resnica. Ti otroci imajo pravico imeti brate in sestre, imajo pravico se spoznati, odrasli bojo že nekako uspeli to rešiti, zato smo tle terapevti, psihologi, duhovniki, da pomagamo v takih groznih primerih. Ampak dejstvo je, da otrok, če ima pol brate, pol sestre, je zdrava pamet in osnovna dostojanstvo in spoštovanje teh otrok, da se spoznajo med sabo. Ja, glejte, to je začetek, je en šok, je stiska, sigurno žena ne bo ploskala, ampak živeti z nekom, ki ima tako skrivnost za sabo, ne misli, da se to ne pozna v vsakem trenutku njunega življenja tudi sicer. Ja, jaz bi sam nekaj še tudi rekla. Bi lahko rekla. samo jaz dodal to, jaz bi rekel, ta družina že zdaj ni res prava družina. Ta zakonski odnos ni več pravi zakonski odnos. In zaradi tega, ker ni več pravi zakonski odnos, trpijo otroci, tudi če ne vedo za to. Še bolj, kot če bi vedeli. Bolj trpijo, kot če bi vedeli, ker res ne vem, če to veljavno sklenjen zakon. Če bi bilo to prej. Pa ti ne veš, da ima tvoj mož otroka od prej, pa se z njim poročiš, misliš, da ga nima, pa zveš, da ga ima. Sej, to je neumna hipoteza, ampak v redu. To so stiske, ki ni res, da če jih mi ne povemo, ne vplivajo. Mi se malo slepimo. Otroci so živa bitja in točno vejo, a je oče 100% tam, ali mora vedno paziti, da se ne bi zagovoril. Če ti skrivaš eno svojo preteklo, v redu, skrivam, da sem ponavljala 5. razred osnovne šole, recimo. Pa je res nepomembna stvar. Vsakič, ko se bom pogovarjala o osnovni šoli, moram paziti, da se ne bi zagovorila, da jaz sem pa ponavljala. Ko bom moj otrok v 5. razredu, bom zelo težko z njim se učila, ker bom imela skozi zadnji, pazi, da se ne izdaš, da si ponavljala, pazi, da ne poveš, da ne znaš matematike, pazi, da to ne gre. Otrok ni neumen, bo vedel, mama je napol odsotna, kaj je z mojo mamo? In ne bo rekel, ja, mama je malo čudna, bo rekel, ta 5. razred je pa res nekaj narobe in ga bo ponavljal. Pa sploh ne bo vedel, zakaj. Ja, jaz bi samo prosila, pač ta večer ima eno strukturo. In imamo še eno vprašanje, za katerega načrtujem 15 minut, potem pa še 10 minut za vaša vprašanja, ki jih imam tukaj na listu, na katera smo že sproti odgovorili, zato jih ne bom zastavila. Zdaj pa mi prosim dovolite, da zastavim še to zadnjo temo, ki mislim, da je tudi pomembna. Hvala. Torej,
Naša zadnja tema pa je tolikokrat že premleta, zelo neprijetna, ampak mislim, da ne bo odveč, če rečemo še kakšno besedo glede nje. In to so kazniva dejanja, ki se pojavljajo v svetu in v cerkvi, ki je nekako zrcalo sveta. In to so vse od spolnih zlorab do spolnih zlorab mladoletnih oseb do slabega gospodarjenja. Ni zdaj to namen, da naštejem vse, ki so to storili ali pa jih zdaj tole javno linčam, ampak vprašanja. So finance po župnijah transparentne? Gospod Leskovar. Že kot otrok sem bil navajen zelo skromno in tudi, kar se denarja tiče, res tako transparentno življenje. In nekako se prav zaradi tega trudim, da bi vse tisto, kar na nek način se dobi, tudi pove. Tisti, ki ste tukaj, vidim nekateri iz Slovenj Gradca, dobro veste, da vsa leta, ko smo imeli župnijski list, smo tudi objavljali za vse darove, ki so prišli skupaj in so potem tudi tisti darovi bili za to in za to tudi porabljeni. Tako da zelo osebno se trudim za to, vse tudi želim za to narediti in kar se tega pri meni tiče, moram reči, da mi je zelo nekako drago, da ljudje ne bi nikdar imeli občutka, češ pri teh zadevi se je pa zgodila ena zadeva, ki se nam zdi čudna. Mogoče tako za ilustracijo, nedavno tega, zdaj ko sem na 2 župnijah, smo imeli skupni župnijski pastoralni svet in sem nekako izpostavil eno željo, ki mi je zelo nekako blizu, da bi recimo ali dekanija ali pa recimo vsaj manjša pastoralna enota imela določene tudi gospodarske zadeve skupne, kar pomeni, da bi nekdo skrbel, da bi se potem vse stvari, ki so v župniji, čim bolj dosledno popravljale, da bi v tej medsebojni vzajemnosti ene in druge župnije toliko bolj se zadeve lepo urejale. In so bili seveda v eni župniji, ker je denarja veliko več, pa je tudi nekaj na knjižnice, ne, v drugi pa nič oziroma celo nekaj manjka, nastala kar zaskrbljenost in se je kar širilo po župniji, aha, zdaj bo pa novi župnik vse denar iz naše župnije vzel pa ga dal tja, ko ga rabijo. Hočem reči, da so ljudje na te stvari zelo izjemno občutljivi in prav zaradi tega se zelo trudim, da bi sleherni dar, ki je bil podarjen, tudi na nek način izpostavil kot dar, ki je za celotno skupnost, se pravi, da tista zadeva ostane pri njih in da sem tudi zaradi tega zelo dolžan pred Bogom, da to tisto, kar se dobi, da tam ostane, da se s tem ne izkorišča, okorišča kdorkoli in da je tudi na ta način to en tak blagoslov, če lahko rečem materialni blagoslov, da župnija lahko v mnogih stvarih, ki so pač potrebne za normalno delovanje, lepo in tudi primerno živi. Teda, kar se mene osebno tiče, lahko rečem, da se zelo trudim in da tudi Boga prosim za to milost, ker ni pa enostavno. Od tega, da ti marsikdaj manjka, da so tudi stvari, ki so povezane z čisto konkretnimi zadevami, pa naj bo od drva naprej elektrike, da pač nisi preveč razkošen pri tem, da narediš, kot se temu reče, ko rekel apostol Pavel, ne, da naredim stroške o znanjevanju oziroma evangeliju. Res Boga prosim za to milost, ker ni enostavno, ker je toliko še stvari, s katerimi se pač tudi tržno gospodarstvo ukvarja in pravzaprav točno veš, da ta ti bolj poceni to da, on ti to bolj poceni da. In sem včasih pravzaprav tudi zaradi tega, ker si v nekih drugih sferah nekoliko bolj pri teh zadevah manj, kot se temu reče, spreten, izučen, ampak na splošno rečeno, kratko rečeno, se zelo trudim in tudi Bogu hvala, da sem nekaj tega prejel že domači družini, da je lahko iz tega potem tudi naprej spontano in normalno živim. Hvala. Doktor Sej, za vas isto vprašanje. Se vam zdi, da so finance transparentne oziroma ste bili še tajnik škofa Šuštarja, kako je on ravnal, če je ugotovil, da zadeve nikakor ne grejo skupaj? Jaz sem med drugim tudi ekonom škofovske konference, gospod nadškof Turešek je
podpredsednik škofovske konference in lahko tudi pove, da imamo vsako leto eno sejo, ki je posvečena finančnim vprašanjem, eno je pregled za nazaj, imamo strokovno računovodsko službo in davčno svetovanje, bolj rabimo računovodsko službo kot davčno svetovanje, ki naredi tudi vse te potrebne evidence, poročila za davčno upravo, IPES in podobno. Skratka, naše finance so do centa natančne. In jaz vam povem, da delo z financami je zame eno od težjih obveznosti, ki jih imam. Moje osebne finance niso tako pošlihtane, kot so te. Ker se čutim odgovornega, ker pri denarju je vedno tako, če niso stvari jasno zabeležene, je takoj sum, da sem recimo kaj poneveril ali pozabil ali ukradel ali ne vem kaj. Pri denarju je stvar mora biti zelo jasna. Lahko pride kdorkoli, kadarkoli in pogleda, kakšne so bilance. Kar se tiče, se pravi, mojih odgovornosti pri financah škofovske konference. Kar se tiče nadškofa Šuštarja, on osebno, kolikor se spominjam, se s temi vprašanji ni zelo intenzivno ukvarjal. Ko je šel na župnijo, se je pogovoril seveda tudi z župnikom, nisem bil jaz vedno zraven, ker ni primerno, da bi bil zraven, na srečanju z župnijskim svetom ali ključarji ali mladinsko skupino ali drugimi skupinami sem bil zraven. Je bilo velikokrat govora tudi o financah, ponavadi so spraševali, če bodo kaj denarja dobili od škofije za kakšno obnovo župnišča ali cerkve, pa je rekel gospod nadškof, ja se mi dobimo denar od vas, je rekel. Od vas dobimo denar. Bomo tudi kaj pomagali mogoče, ampak mi predvsem smo vam hvaležni, da nas vi podpirate. Danes je mogoče malo drugače, naša škofija ljubljanska ima tudi gozdove, ima tudi nekaj svojega dohodka od teh nepremičnin in tudi sama lahko pomaga v določenih zadevah. Sicer pa je tako, da sem se malo zmedel. Katero vprašanje pravzaprav zame? Kako je doktor Šuštar ravnal, če je ugotovil, da finančno zadeve nikakor ne grejo skupaj? A je župnika odslovil oziroma ga je premestil, je rekel, lej, tole poravnaj, potem greš pa za duhovnega pomočnika ali pač je rekel, ja dobro, kaj je? Ponavadi to nehvaležno službo upravljajo arhidiakoni, dekani, generalni vikar in drugi zastopniki, tako da imajo ti bolj tisto funkcijo, ki mora malo bolj na trdo prijeti. Torej, vedno so v škofiji določeni duhovniki, ki so malomarni ali opuščajo dolžno dejavnost, kar se tiče financ, še posebej pa kar se tiče vodenja knjig, kot so matične knjige, krstne knjige in druge knjige. Vedno jih je nekaj takih, ki ne morejo tega narediti. Ne morejo. In se dela velika škoda. In takega mora škof ali ga vprašati, zakaj tega ne more narediti, mogoče je pozabil pisati, je bolan ali ne vem kaj. Če rabi pa pomoč, se mu da pomoč, če tega ne želi ali ne more, mora to upravljati nekdo drug, ker to so zelo pomembne stvari. Zelo pomembne stvari. Vodenje knjig in vodenje financ. Mora biti vodenje tako, kot je treba. Je pa res, da danes so novi standardi, nove zahteve, tudi strani države, glede vodenja financ in pravzaprav vsi duhovniki potrebujemo zunanjo pomoč. Jaz sam tega nisem zmožen. Niti enega računa, da je uradno veljaven, nisem sposoben napisati. Da ima vse tiste potrebne rubrike in številke in ne vem kaj. Ker če ni pravilno napisan, sem lahko že v prekršku in so težave. Hvala. Zdaj bomo pa še pri eni temi se ustavili, ki je bila malce bolj pereča nekaj let nazaj in to so bile spolne zlorabe in sicer je prednjačila Irska in mnogo je bilo slišati, da ljudje niso zamerili, da se stvari zgodijo, ker pač se zgodijo, čeprav zanje ni opravičila in so nesprejemljive, ampak da se je prikrivalo, da se je pometalo pod preprogo. Doktor Turnšek, ste škofje dovolj odločni, ko ugotovite oziroma ko vam pridajo povedati, naš župnik je zlorabil naša dva sinova? Težko reče, ker nisem bil še zraven, kako drugi to delajo. Moj vtis je ta, da je v preteklosti ali je bilo manj tega, ali je bila neka mentaliteta drugačna kot danes. In zato so verjetno tudi postopali drugače. Danes, hvala Bogu, jaz mislim, da je ob vsem tem
dogajanju, ko so te stvari postale javne, tudi znotraj cerkve zelo jasno dozorelo spoznanje, da je tem stvarem treba zelo odločno reči ne. In jaz sem prepričan, da v zadnjem času in v bodočnosti, Bog daj, da ne bi bilo treba, bomo bolj pravilno ali pa bolj smiselno postopali, kakor je bilo kdaj v preteklosti. Hvala. Jaz sem mogoče še pri teh dveh temah. Se mi zdi, da sta res tako boleči. Denar pa spolnost, ne? Ali pa spolne zlorabe, pa bankroti, ali pa take nasedle investicije. Jaz vidim še eno drugo raven. Eno je seveda, da se prije do pravilnega ukrepanja. Drugo je pa tako. Svet je do vratu pa še mal čez v finančnih bankrotih, v stiskah, v krizah, v goljufijah, v igranju z denarjem, v izkoriščanju in je več kot do vratu znotraj v spolnih zlorabah. In cerkev je edina ali pa mogoče najmočnejša moralna avtoriteta, ki je dolžna dati na te stvari odgovor, ki bo konkreten, tudi potrjen izkustveno, pomeni, bo morala sama odgovoriti na zlorabe in na tele finančne stiske na tak način, na kakršen svet ne zna. Meni še bolj odločno, še bolj dokončno, še bolj resno in pokazati, kaj, tako, konec konca tudi ten božji pogled na te težave človeške. To so najhujše skušnjave in če jih cerkev ne bo znala obrniti, pa jih ne bo obrnil noben. Ko so prišle prve večje novice o zlorabah v medije, v javnost, je cerkev pravzaprav padla v neko stisko, tako kot odkrijemo doma, da je recimo sin narkoman, da je mož začel piti prikrito, pa se odkrije, tako tudi v cerkvi, tudi inštitucija, tudi škofje so padli v veliko stisko. Kaj narediti zdaj? Kaj pa ne naredimo s tem duhovnikom? V glavnem so se ukvarjali, kaj narediti z duhovnikom, ne kaj narediti z žrtvijo. Čeprav oba potrebujeta pomoč, eden in drugi. Eden potrebuje najprej zaščito, drugi potrebuje pomoč. Predvsem pa treba vedeti, ko govorimo o duhovniških krhkostih, da moramo zelo jasno ločiti dve stvari. Eno je duhovniška krhkost, ki je človeška krhkost, ki je normalna, da ne rečem celo nujna za duhovno rast. Jezus je izbral same krhke apostole in celo izdajalce, oziroma so ga zatajili. Drugo so pa kazniva dejanja. Kazniva dejanja, spolne zlorabe so nasilje nad človekom in so huda kazniva dejanja, še posebej, če gre za otroke. Imamo tudi spolno nasilje nad odraslimi osebami, enega in drugega spola. So ravno tako kazniva dejanja. In kazniva dejanja se obravnava na sodišču. Ni treba narediti proces in ugotoviti, ali je res ali ni res. Zato razpravljanje kar tako nasplošno in ko pademo v stisko, ja, da to pa ne more biti res, je lahko zelo škodljivo. Sodni proces je tisti, ki pomaga tudi odkriti, če stvar ni res, da se zaščiti duhovnika. Ampak vam povem z izkušenj, sem ravno kar zdaj v Zagrebu, smo govorili o tej temi, je bila pravnica iz Nemčije, ki dela za nemško škofovsko konferenco, je rekla, pri nas v Nemčiji je 95% prijav je resničnih. In tudi v svetu je tako. In tudi v Sloveniji je tako. 95% prijav spolnega nasilja je resničnih. In mi smo v zadnjih letih v Cerkvi na Slovenskem naredili velik napredek na tem področju, vendar še zdaleč nismo prišli do zadovoljive ravni. Ker je ta stiska in zanikanje tega problema še vedno preveliko. In ponavadi pritisk žrtev in javnosti, tudi medijev, je pomagal, da so odgovorni začeli bolj pravilno in bolj resno ukrepati. Doktor Rezarjeva, a lahko mogoče malo psihološko osvetlite, zakaj se to zgodi? Zaradi te zanemarjenosti pristnih čutenj, ki jih človek doživlja, pa se jih ne prizna in jih ne upa spregovoriti o njih. Jaz bom rekla nekaj zelo drznega, pa me popravite. Ampak
da si samo krhek, da si samo šibek, da samo imaš težko otroštvo, ni dovolj, da greš zlorabiti. Tudi, da si bil zlorabljen, ni dovolj, da zlorabljaš naprej. Dejstvo pa je, da vsi, ki zlorabljajo, so bili zlorabljeni. Ogromno zlorabljenih ne zlorablja. In jaz tako, po domače, da lahko spolno zlorabiš otroka, pomeni, da si spustil hudiča v svoje telo do konca. Se je pa polastil tvoje šibkosti, pot je naredil prek tvojega telesa. To ne pomeni, da ta človek ni odgovoren. Vsak od nas je odgovoren, da hudiča v telo ne spusti, pa če še to ranjen in bogi. To pač, tako jaz razumem, boj s kušnjavami. Oče bi sam tudi zraven dodal, to je res, ne, smo res prišli moče tistega bistva. Se sam spomnim, neko je bilo v medijih veliko o tem dunajskem nadškofu Grojerju, mislim, da je bilo. In sem sam takrat razmišljal o tej situaciji. Pravzaprav je tu res eno silno delovanje sil teme. In se nekako tu te sile res dotikajo prav na tistih najbolj krhkih področjih. In verjetno je ta duhovniška krhkost prav zaradi tega toliko bolj nekako postavljena v zgodbo odrešenja in na nek način preživi ta boj, to bitko v nenehni molitvi. Moče je prav, da res, moče tudi v zaključku boja manj še to izpostavim, ne, da je prav molitev, ki je včasih bila še bolj nekak del našega vsakdanjega življenja, odgnala marsikdaj, kot ste vi rekli, gospa, hudičane. Tu je nenehen boj, tu je strašna bitka, ki jo bojuješ bodi si prej, ko si del družine, in potem tudi zelo osebno. Počasi ta zgodba, ki jo prej pravzaprav zate delajo, ko te obdarijo svojo ljubeznijo starši, potem postane del tvojega osebnega življenja in se bojuješ, ne, od jutra do večera do jutra. Nenehoma za to skrivnostjo, ne kot neko tragiko, kot neko dramo, pa kot eno zavedanje, da v tem življenju, v tem odrešenju si nenehoma tudi tako ali drugače veselje sil teme, ne, ali pa hudiča, kot je bilo rečeno, ne, in tudi Boga. In ta odločitev, ki dozreva z leti, ne, je pravzaprav zelo odvisna tudi od molitve, od osebnega življenja in jaz sem res vedno bolj hvaležen Bogu, da imamo tudi duhovniki molitev kot neko obveznost, čeprav mi včasih je bilo to malce res od obveznost, ne, ampak zdaj vidim to kot dar, kot eno milost in prepričan sem, da je prav znotraj enega bolj osebnega in tudi globokega odnosa do Boga tudi rešitev za mnoge take in podobne situacije, ki pa mogoče tudi kažejo, danes, ko ni posebej tej v Evropi in v Ameriki, v tej hollywoodski Ameriki ali kataloški Ameriki ali pa tudi v Evropi, ko ni molitve, se take stvari toliko bolj izpostavljajo, ne, in so bolj del našega vsakdanjega življenja. Pa mislim tudi zato, da nas opozarjajo in tudi opominjajo, kje in na kakšen način potovati naprej. Se mogoče tle sem vrnil na tisti naš začetek danes večer. Spolne zlorabe so zločin. In ne kaznovati spolno zlorabo pomeni ravno tako spustiti skušnjavo tudi do sebe. Zato se mi zdi toliko pomembno, da tekom življenja, sploh v eni bolj resni formaciji, spoznaš svojo notranjost, kdo ti si, kire zlorabe sam nosiš v sebi, s katerimi si bil v stiku, kako vplivajo na tvoje čustvovanje, na tvoje doživljanje in kje si lahko pustiš pomagati. Sobratom, škofu, terapevtu, če je treba, komorkoli, ampak kje je tisti prostor, kjer potrebuješ nekoga drugega ob sebi ali pa kjer lahko nekoga drugega k sebi spustiš, da ti bo pomagal, da ne boš naredil stvari, ki po naravni poti, kdo bi jih lahko izkoristil za nekaj slabega. Lahko še jaz. Kljub temu, da se s tem globoko strinjam, kar je bilo rečeno in da tu ne sme biti nobenega popuščanja, pa vendarle bi rad opozoril, da je pa situacija izredno težka takrat, ko je človek v tem noter. In
recimo, če ostanemo pri tem procentu, da je 95% resničnih zlorab, je pa vendarle potem še 5%, ki pa niso resnične. Tako, hočem reči, predstavljate si škofa, ki dobi to na mizo, ki dobi ljudi pred seboj, ne? Oboje je težko, seveda, gotovo se pa strinjam s tem, da je otrok tudi tisti, ki je šibkejši. In če se ne da ugotoviti popolnoma, kaj je res in kaj ni res, je boljše, da za to trpi odrasel človek, kakor otrok. Je pa to težko, veste, ni enostavno reagirati, odločati o teh primerih. Ker tako zlasti na začetku nekih takih 100% dokazov seveda nimaš in do teh je treba šele postopoma priti. Se pa gotovo strinjam s tem, kar imamo zdaj tudi pri nas že nekaj let zelo jasna na školski konferenci, zelo jasna navodila, kako je treba v vsakem primeru ravnati, da se zaščiti morebitno žrtev oziroma novo žrtev. Mogoče bi povedal samo še to, da je potrebno tudi povabiti strokovnjake, ki bodo pomagali. Če mi ne vemo veliko stvari, v različnih stvarih, tudi na cerkvenem sodišču, recimo, ko gre za ničnostne pravde, za psihične razloge, povabimo psihologe, psihiatre, zdravnike, da povejo svoje stroke, kaj to pomeni, kakšna ovira je to za zakonsko življenje. A je to velika ovira, srednja ovira, kako se ta ovira pozna in tako naprej. Ravno tako je pri spolnih zlorabah. Švicarska škofovska konferenca je dala za predsednika komisije, ki ugotavlja spolne zlorabe, ne samo, da ni duhovnik, pa da ni cerkveni pravnik. Je laik, pa še protestant je po vrhu. Ravno zaradi tega, da ne bodo učitelji v javnosti, češ svoje ljudi se nastavili zato, da bodo po svoje razlagali stvari. Problem je, da mi si po svoje predstavljamo in po svoje razlagamo stvarimi. Mi moramo dobiti, če ne vemo, strokovnjaka, imamo tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z spolnim nasiljem, ki bodo zelo jasno povedali, a je to spolno nasilje, a je to kaznivo dejanje, bodo povedali pravniki ali ne. Ker to, kar povejo storilci, to je samo ena informacija. Večina storilcev zanika vse dejanja. Večina posiljevalcev, ki so zaprti na dobu, več kot 2/3 ne prizna čisto nič, da je kaj narobe naredila. Pa so zaprti za 5 ali 10 let lahko. Torej, storilci, večinoma tudi duhovniki storilci, večinoma vsi tajijo. Vsi tajijo. Ali pa minimalizirajo, da niso tako misli, da niso nič kaj takega misli in tako naprej. To je pač ena informacija. Merilo je, kaj je doživela žrtev, kakšne posledice je doživela žrtev. In to ne more škof odločati, kakšne posledice je žrtev doživela. To odloča preiskava, odločajo ljudje, ki so za to usposobljeni in bodo povedali, posledice so take, zaradi tega in tega, vsega se ne da odkriti, ampak marsikaj se pa da, če je volja. Še kdo kakšen komentar na to temo od vas? Ne. Zdaj bi šli pa še k vprašanjem občinstva. Prvo vprašanje, kako biti pastir, da ti ovce ne pobegnejo? Kdo sprejme izziv? Če ostanem pri današnji temi, bodi najprej človek. Potem boš lahko tudi duhovnik in ne misliti, da ti nikoli nobena ovca ne bo šla. To spada zraven. Hvala. Jaz sam tudi, če uide, je zelo lepo vedeti, da lahko pride nazaj kadarkoli. Jezus je rekel, če hočeš, hodi za menoj. In nekateri so šli, je pa mladenič bil, ki je povesil glavo in je žalosten odšel. Torej, Jezus ni nikogar silil, moraš biti tukaj, moraš delati to, moraš delati to. Ne, je rekel, sta dve poti, ena je taka, druga je taka. Če hočeš, pojdi po tej, če hočeš srečo, pojdi po tej, če ne pa po drugi. Problem je, da mi
Doskrat zamešamo, da mislimo, da tista, ki je na videz lažja, tudi v resnici lažja. Še vi kakšen komentar? Ja, to je zelo zanimivo in po svoje verjetno zelo konkretno vprašanje, ki je tukaj zelo nekako obdano za celofanom, gre pa seveda za zelo konkretne stvari, ki se dogajajo znova in znova. Nekdo za svojo karizmo pa za svojim življenjem pritegne, drug pa odbija. In žal smo tudi duhovniki taki. In jaz pravim, vsak ima na nek način možnost, da če vidi, da ti nisi na tem področju dober, da je celo nujno in blagoslov in modro, da gre tistemu, kjer pa more oziroma mu je dano to najti. Teda ta ekskluzivizem pa zaprtost znotraj župnij, jaz sem bil prej tukaj v Mariboru in malo na nek način sem to videl, nekaj so pač župnijske meje nekoliko manj očitne in tako naprej. Mi je pravzaprav bilo popolnoma jasno, če ne bo tu v stolnici, boš šli pa drugam. In hvala Bogu, da če je tisto tudi pot za odrešenje, da so tudi tam šli in tudi tam našli. Seveda bi se dalo še kako reči, ampak naj bo to za uvod dovolj. Za doktorja Turnška, bi lahko rekli, da ste seznanjeni s stanjem na svojih farah in ali bi lahko rekli, da ste zadovoljni s svojimi duhovniki? Ne morem reči, da sem dovolj seznanjen s situacijo na farah. Prvič, verjetno sem še premalo nadškof v Mariboru, da bi lahko tako dobro 140 ali 144 župnij spoznal. Drugo vprašanje pa, ali sem zadovoljen? Ali ste zadovoljni s svojimi duhovniki? Seveda sem zadovoljen. To pa iz preprostega razloga, zato ker se jih nisem sam izbral, jih je Gospod poklical, jih je Gospod dal v mariborski nadškofiji in takšni, kakršni so mi všeč, jih imam rad in želim skupaj z njimi delati. To je tisti glavni kriterij. No? Za doktor Erzarjevo, ali je odvisnost posledica pomanjkanja medosebnih odnosov oziroma ljubezni ali pomanjkanja povezanosti z Bogom? Kako se sam pri sebi lotiš odvisnosti, če si jo že priznaš? Torej, bravo, da si jo priznaš. Druga stvar, sam se odvisnosti ne moreš rešiti. V odvisnost sam lahko prideš, ven pa ne prideš sam. Pomeni, odvisnost je res vprašanje in odnosov in vere. Pomeni, vere v to, da prek odnosov boš prišel iz odvisnosti ven. Ker glavni problem odvisnosti je to, da hočeš sebe reševati sam. Tega ni. To je pot v pogubo in pot v še težje zlorabe, kakor je odvisnost sama. Treba enkrat sprejeti, glej, jaz sem že se vsamil do konca, zdaj bom pa odnos po odnosu zlezel nazaj. Iz odvisnosti ne prideš, če ne prideš v odnose in v vero. Sam se ne reši nihče. Tudi če misli, da se je rešil sam, je bil to mogoče čudež, pa tudi ni naredil sam, je bilo od Boga. Hvala. Naslednje vprašanje. Kaj bi odgovorili človeku, ki pravi, da je treba dejanje, kot je na primer pedofilija pri duhovniku, bolj obsoditi kot pri drugem človeku? Doktor Seja, prosim. Pedofilija je samo en del spolnega nasilja tudi nad otroci. Večinoma se pojavlja to nad mladostniki ali celo nad odraslimi. Torej, v vsakem primeru je to popolnoma nedopustno dejanje. V vsakem primeru. In kdor ga stori, mora sprejeti za to odgovornost. Se ne mora skrivati za tem, da ni bil ljubljen ali ne vem kaj gor in dol. Druga stvar, kar se tiče duhovnikov, to se pogosto sliši, tudi jaz to poslušam in me včasih nekateri tudi v cerkvi kregajo, zakaj o tem govorim. Torej, razumljivo je, vsi boste to razumeli, da če en duhovnik zlorabi otroka, fizično ali tehnično je to enako kaznivo dejanje, kot če to stori nekdo drug. Ampak gledano z moralnega vidika, z etičnega vidika, z vidika zaupanja, je to hujše zlo. Povzroča tudi hujše pohujšanje. Hujše, bom rekel, veliko se o tem govori, ljudje so veliko bolj razburjeni, skratka, hujše zlo, kot če to stori, čeprav je enako dejanje
nekdo drug. Zato je tudi toliko večja odgovornost cerkve, da te probleme resnično rešuje tako, kot je treba. Ker drugače bo dodatno zgubljala zaupanje, ker v cerkvi imamo prostor za verouk, za mladino, za vzgojo in tako naprej. Starši cerkvi še vedno v večji meri zaupajo in če se to zaupanje zlorabi, je to huda bolečina. Huda bolečina. Jaz sem osebno sam se srečal z nekimi starši. So rekli, ne moremo tega preboleti. Ne moremo tega preboleti, da je naš duhovnik, naš župnik, ko je bil naš družinski prijatelj, zlorabil naša 2 sinova. To ne moremo še danes, ne moremo razumeti, kako je to mogoče. In to je hujše zlo. In zato je tudi hujša odgovornost cerkve in večja odgovornost, da to res temeljito rešuje. Hvala. Kakšen komentar na to? Dobro. Naslednje vprašanje. Kaj se duhovnikov ne odpusti? Denar. Zlorabe tudi, ampak najbolj pogosto je denar. Če vejo, da je duhovnik pogolten na denar, to ljudje veliko bolj zamerijo, kot če ima otroka ali če ima ljubico. Denar. Da je pogolten na denar, ali pa da celo sumijo, da župnijski denar vzeme zase, da niso transparentne finance, da se vozi z ne vem kakšnimi avtomobili, da so pač njegov način življenja zelo odstopa od povprečja in da se ne ve, zakaj je tako. To je tisto, kar po moji oceni ljudje najbolj zamerijo. Moče samo to, zato je prav, da imamo tudi recimo vsako leto finančno poročilo, da nas tudi naši predstavniki, vključno z škofi in ekonomi, malo v tej smeri vzgajajo in da tudi lahko ljudje to recimo vidijo, da se tudi javno objavi, toliko in toliko bo zbranega, toliko in toliko bo danega. Sam, ko sem že prej omenil, ko ste ljudem razložil, tak in tak je, so bili pa zelo zadovoljni in veseli. Se pravi, da je tu en tak iskren, transparenten, pa tudi lep odnos, kjer se jasno kaže, da za tem tudi osebno stojiš s svojo skromnostjo in prisrčnostjo. Ker nam bo počasi se čas iztekel, še za vsakega zaključno vprašanje, kaj je bil najlepši dan v življenju? Doktor Leskovar. Gospod Leskovar. Ja, če bi šel k Slomšku, bi rekel dan Svetega Krsta, 26.4. leta, pa tako ni potrebno povedati, ko vsi vidite. Gotovo je pa bilo trenutkov izredno veliko, ampak moče še res je ostalo pri Slomšku. Vedno bolj odkrivam nekako je sam zakrament Svetega Krsta, eno milostno dogajanje, kjer je možno prav o pogledu na Jezusu Krst videti tudi eno zgodbo svojega osebnega življenja, ker te Bog dan za dnem govori, ti si moj ljubljeni sin, zelo te imam rad, vesel sem te, s teboj sem, takega kot si, te podpiram in če veš, da te nekdo podpira, ki je taka avtoriteta, kot Bog sam, potem se moraš malo truditi, da si vsaj malo temu blizu in da lahko tudi na ta način tudi za svojim osebnim življenjem na to odgovarjaš. Recimo, da rečem čisto tako, čeprav bih je seveda moral povedati veliko od tega, kar sem doživljal tukaj v tej dvorani naprej, teda Bogu hvala, veliko jih je bilo, ampak če je že vprašanje tako na mestu, potem naj bo tudi to. Hvala. Doktor Rezarjeva. A isto vprašanje? Isto. To je pa najtežje vprašanje danes večer. Sem razmišljala, kaj bi na to odgovorila, pa potem, ko gledaš nazaj, so sami lepi dnevi v bistvu, ampak mislim, da mogoče en tak v zadnjem obdobju najlepši dan je bil takrat, ko sem se v eni zelo težki situaciji, kjer je velikega sovraštva po krivici bilo usmerjenega name, ko sem se zavedla, da se me to sovraštvo ni prijelo, da nisem sovražila nazaj. Sem rekla, Bogu hvala, da mi ni treba sovražiti. Hvala. Doktor Turnšek, prosim. Tudi jaz ne bi mogel enega dne izbrati, bi rekel, da ta je pa najlepši. Je veliko lepih dni in sicer med najlepšimi so bili tisti, ker sem lahko bil zraven, prisoten
kako je stekel en resničen stik med Bogom in človekom. Kadarkoli sem bil tu zraven, pa naj je bilo to znotraj zakramenta, takega ali drugačnega, ali v kakej drugi obliki, ali na duhovnih vajah, ali v pogovorih, ali tudi kdaj kar v bolnici, naprimer, to so bili zame najlepši dnevi in ti mi ostajajo zelo živi in iz teh tudi živim takrat, kadar so dnevi bolj mrki. Hvala. In še doktor Seje, prosim. Ko sem hodil v šolo, sem mislil, ko bom ta zadnje izpite naredil, bom pa najbolj srečen človek. Ko bom matematiko naredil, pa ne vem kaj vse. Ko sem to šolo končal, sem šel na fakulteto, se mi zdelo nemogoče, da bom to končal, pa sem končal. Potem sem šel na študij v Rim in sem mislil že kar domov na začetku, tako se mi je težko zdelo. In sem rekel, najsrečnejši človek bom, ko bom pa doktoriral. In ko sem doktoriral, se mi je zdelo, kot da sem spet v prvem razredu, da nič ne vem in da se ni zgodilo nič posebnega. Kateri je moj najsrečnejši dan? Ali takrat, ko sem bil na 4000 metrov, pa sem gledal čez vrhove Mont Blanca in ne vem kam? Ali takrat, ko sem trpel? Bog ve. Hvala.